Ana, vaše osvežitvene vožnje z inštruktorjem za starejše zdaj po moje spremljamo že več kot 5 let. Včasno je, da smemo te vaše vožnje spremljati, ker se zelo veliko naučimo od njih, ampak tista objava na LinkedInu z pomenljivim naslovom Danes vozim jaz, tista je kar zadela, ne? Kakšni so bili odzivi? Ja, danes vozim jaz je en tak zelo preprost stavek. Ciljali smo na ženske voznice in ne govorimo o starejših letih, ampak takrat, ko se rodijo otroci in ponavadi mame poskrbimo za otroke in za vso to spremljevalno logistiko, moški pa prevzamejo volan na teh daljših vožnjah. Je pa to ravno ta čas, ko se potem začne samozavest voznic v primerjavi s samozavestjo vozniki razlikovati, razcepiti. Mi smo leta 2018 že več kot 200 voznikov po vsej Sloveniji povabili na simulator vožnje. In že takrat smo videli, da recimo več kot polovica voznikov je svojo vožnjo ocenila kot odlično ali zelo dobro. Žensk, se pravi voznic, ki bi se tako dobro ocenile, je bila pa že pod polovico. Pri tem pa je najbolj zanimivo, da ko smo primerjali rezultate, se pravi njihovo vožnjo je ocenil tako računalniški algoritem kot potem učitelj vožnje, se znanje pa ni razlikovalo. Ne? Ženske so vozile vsaj tako dobro kot moški, pada pa naša samozavest. Ne? Pri starejših voznikih je pa ta razkorak res še večji. Se pravi, medtem ko znanje ne nujno pada, se samozavest, občutek varnosti znižuje in potem pa to posledično čez nekaj desetletij pripelje do te situacije, ki jo pa oba pogosto videvava, ko se srečujeva s starejšimi voznicami, da potem, ko ostanejo same pri hiši z avtomobilom, pa niso več dovolj samozavestne, da bi šle na daljše razdalje. Je pa to, da smo samostojno mobilni, res nam daje občutek avtonomnosti, svobode, samozavesti in tudi neke kakovosti življenja. Torej, kako pa bodo potekale letošnje prijave na te vaše osvežitvene vožnje Zavarovalnice Triglav? A to pomeni, da bosta oba morala rešiti CPP test, da bosta lahko prišla na osvežitvene vožnje? Dobra novica je, da starejši vozniki že tako ali tako zelo vestno osvežujejo svoje CPP znanje. To z veseljem opažamo pri interaktivnih testih na Vozim se. Ampak poleti pa je res čas za prijave. Vse naše zavarovance nad 65 let bomo povabili k prijavi in to je priložnost za 330 voznikov, ki bodo letos vozili v 6 mestih. Kje? Kje bo letos potekalo? Kje se bomo vozili? Mesta, ki smo jih letos izbrali, da bi res prišli čim bliže vsakemu vozniki, so najprej večja mesta Maribor, Ljubljana, Celje, potem pa Ajdovščina, Krško in Škofja Loka na Gorenjskem. Se veselim. Tudi mi zelo.